Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Epiktet, razprave. Kaj naredi človeka lepega? Mar ni prisotnost človeške odličnosti? Mlad prijatelj, če želiš biti lep, potem vztrajno delaj na človeški odličnosti. In kaj je to? Opažaj tiste, ki jih brez pristranosti hvališ. Pravične ali krivične? Pravične. Umirjene ali nedisciplinirane? Umirjene. Samokontrolirane ali nekontrolirane? Samokontrolirane. Ko se boš spremenil v takšno osebo, boš postal lep, vendar, do te mere, ko boš ignoriral te kvalitete, boš grdo, tudi če uporabljaš vsak trik v knjigi, da bi izgledal lep. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. V svetu, kjer se lepota pogosto meri s fizičnim videzom in materialnimi dobrinami, nas Epiktet opominja, da je prava lepota nekaj globljega. Pravičnost, umirjenost in samokontrola te vrednote tvorijo jedro človeške odličnosti. Če se ozremo okoli sebe, koga občudujemo? Ali so to ljudje, ki so preplavljeni z materialnimi dobrinami, a brez osebne integritete? Ali pa so to ljudje, ki so morda skromnejši v zunanjem sijaju, a presegajo s svojo neomajno pravičnostjo, mirnostjo in samoobvladovanjem? Kot sodobni ljudje se soočamo z mnogimi izzivi. Stres, obveznosti, pritisk družbe. Vse to nas lahko odmakne od tistega, kar v resnici pomeni biti človeško odličen. Zlahka zapademo v rutino, kjer se osredotočamo na površinske vrednote, kot so videz, premoženje in družbeni status. Toda pomembno je, da se vedno znova vračamo k vrednotam, ki jih Epiktet poudarja. Da smo pravični, ne glede na to, ali nas gledajo ali ne. Da ostajamo umirjeni, tudi ko je okoli nas kaos. Da obvladujemo sebe, tudi ko je skušnjava močna. To je pot do človeške odličnosti. To je pot, ki vodi do prave lepote. Vztrajno delo na teh vrednotah nas ne bo naredilo samo lepših, naredilo nas bo tudi boljših ljudi. In na koncu, ali ni to tisto, kar najbolj šteje? Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podkastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.